Marko Corn, asistent na fakulteti za strojništvo. Marko, strojnik in želodec, kako gre to skupaj? Ja, se pravi, strojnik in želodec je v bistvu primer, se pravi, naročila iz industrije. Se pravi, podjetje LEK je kontaktiralo nas kot strokovnjake za izvedbo, se pravi, avtomatizacije oziroma tudi se pravi mehatronskega dela naprave, se pravi mehanske izvedbe in avtomatizacije, se pravi take naprave, in mi smo bili seveda ta izziv sprejeli in ga uspešno izvedeli. Kako zahtevno pa je bilo udejaniti umetni želodec oziroma narediti simulacijo želodca iz umetnih materialov? Se pravi, prvo težavo, ki se je pojavila, se je v bistvu rešili v LEK-u, se pravi, nekako so nam specificirali približno, kaj bi radi. Tako da potem so oni tudi našli, kar se tiče, se pravi, same strukture želodca, se pravi, so najdeli to umetno maso in to vrečo, ki se je potem v bistvu mi mogli samo mehansko stiskati. Se pravi, mi smo mogli nekako, tudi specificirali so nam, koliko teh, se pravi, zaslonk, ki v bistvu krčijo želodec, je potrebno, se pravi, realizirati na končni napravi. In mi smo potem to izvedeli in vse, se pravi, skupaj povezali, da deluje sinhrono in oponaša, se pravi, dinamiko stiskanja želodca, se pravi, pravega želodca. Za kako zahteven oziroma dolgotrajen projekt pa je šlo? Se pravi, ta projekt je trajal, mislim, da 1 leto. Se pravi, jaz natančnih podatkov nimam, ker sem v ta projekt se vključil šele v končni fazi. Smo pa potem v bistvu kar nekaj časa ta projekt izpopolnjevali. Se pravi, oziroma bolj smo ga v bistvu, se pravi, naredili bolj robustnega, se pravi, da bi bolj odporen na razne motnje, da je v bistvu, se pravi, tudi deloval nemoteno, ker procesi so tukaj, trajajo dalj časa, lahko tudi, se pravi, več ur, lahko bi tudi teoretično več dni, tako da je mogel, se pravi, sistem delovati nemoteno cel proces. Tako da predvsem smo se s tem ubadali, da smo sistem vzpostavili v neko tako normalno obratovalno stanje, ki posnema človeški želodec. Očitno vam je zelo dobro uspelo, saj vam je tudi strokovna žirija industrijskega foruma IRT podelila prestižno priznanje Taras. Kakšni so vaši občutki ob prejemu tega priznanja? Ja, super. Zelo me veseli, da so prepoznali, se pravi, to naše sodelovanje z industrijo. Tako da zelo sem vesel, da v bistvu naša fakulteta prikazala pač to in da se pravi, da so tudi zunanji opazovalci to uvideli kot nek dosežek. Imate skupaj s partnerjem družbo LEK že kakšne dodatne načrte za nove projekte? Ja, trenutno smo, se pravi, naša naloga je bila izvedba tega prototipa, se pravi, zdaj v tej fazi potem projekt, se pravi, v nekem takem, se pravi, malo stagnira, potem pa, se pravi, smo pa tudi solastniki, se pravi, prijavnega patenta, tako da se bo tukaj verjetno še kakšna zgodba odvila naprej.